odločanje, že tretjič mi je uspelo in moram reči, vsako leto nas je več. Zelo sem vesela vseh starejših, še bolj pa moram reči, da smo veseli tudi mlajših, da se vsi skupaj vključujemo, da bo ratalo naše društvo tako medgeneracijsko sodelovanje. Tako da ne bi bil kdo užaljen, da rečem starejši, a pa mlajši, ampak vsi smo eno. Lepo pozdravljam vse vas, dragi soupokojenci. V naši sredini pa moram reči, da pozdravljam župana našega, pa naše predsednice krajevne skupnosti. Še to. Žal, moram reči, da predsednika krajevne skupnosti Nazarje ni, ampak ga v dveh vlogah zastopa naš župan, ker je bil dolga leta predsednik tudi krajevne skupnosti. Ja. Preden bom karkoli jaz tule nadaljevala, pa ne mislim dolgoveziti. Vsi ste dobili plane za leto 2016 in vemo, da kaj bomo prihodnjo leto delali, ampak je pa eno vprašanje. Tule imamo investitorje za oskrbovana stanovanja. To je, točno veste, tisti, ki je delal en blok v Nazarjih, en blok je pa da plata narediti, jaz mu po domače rekla. On pa vam v 5 minutah predstavil, kak je namen oskrbovanih stanovanj, župan pa je seznanjen s teti akcijo, čim bo uspela. Gospod Cevnik, izvolite. Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj. Kot je gospa Vera rekla, jaz sem Cevnik Peter z podjetja Gradija Klin. Mi smo zgradili ta nov blok v Nazarjih, kjer ste dobili novo pošto, novo lekarno. Zdaj, čez cesto oziroma čez parkirišče pa pripravljamo drugi del projekta in v polovici tega bloka, ki bo zdaj, ki ne bi nastal, smo se odločili, da bi naredili oskrbovana stanovanja, ki so primerna predvsem za bivanje starejših in vseh, ki mogoče imajo malo bivalnih ovir. To smo se pa odločili na podlagi tega, da smo pri sami prodaji stanovanj v prvem bloku ugotovili, da je bilo zelo veliko popraševanj strani starejših po manjših stanovanjih in pa stanovanjih, ki so prilagojene za starejše. In zato smo se tudi odločili in jaz upam, da nam bo naslednjo leto zgratalo, da bomo ta projekt štartali, seveda tudi z vašo pomočjo. In danes sem pripravil in prinesel tamle par prospektov, pa takih le zgibanj, ko gor piše gor, kaj so oskrbovana stanovanja, kdo ga lahko najame ali pa kupi, kakšna bodo. To bojo manjša stanovanja od 38 do 48 kvadratnih metrov v 3 etažah bo sam blok. Vsako stanovanje bo imelo posebno napravo na zapestnico, kjer se aktivira lahko klicni center, če bi slučajno kdo potreboval drugo pomoč. Vsa stanovanja, oskrbovana stanovanja so narejena tako, da se lahko pripelješ noter tudi z invalidskim vozičkom, vse kopalnice so prilagojene in pa oskrbovana stanovanja pomeni, da vam nudijo določen standard. Tist, ko želi, lahko dobi hrano vsak dan, tist, ko želi, lahko dobi čiščenje, v glavnem pomoč pri življenju in še nekaj sama stanovanja, kot sami ste zdaj opazili, so locirana v centru mesta in v radiusu 150 metrov imate praktično vse, kar potrebujete za neko življenje, zdravnik, šola, vrtec, dobro. Vrtca ne rabite več, ampak kakve vnuke, če imate pa tam, pa lahko greste v vrtec iskat. Potem je tam lekarna, pošta, pa trgovina. V glavnem, tamle bom jaz spustil, oziroma sem že pustil par teh zgibanj, gospa Vera tudi pozna zadevo, mi se močno trudimo in lobiramo pri Nepremičninskem skladu Republike Slovenije, katerega lastnik je SPIZ, da bi odkupil ta stanovanja in jih dal potem v možnost najema za vse starejše. In dvigalo omenite. Dvigalo bo vsekakor, dvigalo bo pelalo iz pritličja v 3. nadstropje nazaj dol. Vsako stanovanje ima tudi svojo balkon oziroma ložo, shrambo v pritličju in stanovanje je tudi tako narejeno. V pritličju dol bo en skupen prostor, nek prostor, družan prostor za druženje, za medgeneracijsko druženje. Pred prostorom bo terasa. Z županom smo se pa tudi dogovorili, da bomo na tej zelenici, ki je med obema blokoma, bomo naredili en park in pa eno otroško igrišče. Se pravi, da bi tam nastala neka zaključena celota,
in tak lep center mesta. Gojenci, spoštovana predsednica društva, spoštovana predsednica Krajevnega odbora Kokarje, vsi skupaj res lepo pozdravljeni. Najprej seveda zahvala za povabilo. Vesel sem, da ste se v tem lepem sobotnem dnevu le odločili, da ste vzeli čas in da ste se pridružili temu srečanju. Moram reči, da je za občino Nazarje leto 2015 po moji oceni bilo zelo uspešno leto. Nismo sicer realizirali vseh ciljev, ki smo si zastavili, ampak nismo upali in bomo jih, verjamem, da realizirali v letu 2016. Vesel sem, da smo uspeli v Šmartnem preplastiti skupaj z državo to državno cesto, zgradili cirka 230 metrov pločnika in seveda avtobusno postajališče. Zgradili smo prvo fazo parkirišča v Šmartnem. Potem smo v Nazarjah podaljšali, pa bi rekel, uredili pešpot proti smeri proti Spodrečici. Ni še čisto gotovo, bomo še nadaljevali vsekakor. Potem smo uspeli asfaltirati 450 metrov ceste na Prihovi. Nažalost, bom rekel, je potem zmanjkalo predvsem veliko časa, ampak bomo to nadomestili in bomo seveda, da ne bo krajevna skupnost Kokarje, bom rekel, prikrajšana, predvidevamo v letu 2016 urediti eno cest na področju krajevne skupnosti Kokarje. Seveda me veseli, da se nam obeta tudi krožišče v Nazarjih v naslednjem letu. Sicer morda ne bom rekel, da je to preuranjeno, ampak v proračunu države so sredstva predvidena, tako da bi naj izvedba se le pričela v letu 2016 in nekako končala v 2017. Tudi občina mora v tem finančno sodelovati. Predvidevamo cirka 200 000 evrov bi morali za pločnike in so ostale stvari, ki pač pripadajo, da občina financira. Za naslednje leto je pomemben projekt tudi čistilna naprava Voloka, se pravi v muzeju, kjer imamo skupno kanalizacijo, občina Rečica, Mozirje in Nazarje. Čistilna naprava je stara 31 let in potrebna seveda obnove. Projekt je kar težak, dobrega malo manj kot 1 milijon evrov. Od tega je na občino Nazarje delež cirka 320 000 evrov. Če bo nam uspelo seveda zagotoviti kakšna sofinancerska sredstva, bomo seveda to tudi izkoristili. Moram reči, da v letošnjem letu smo uspeli kar nekaj sredstva. Ne bom rekel, da je bilo to veliki zneski, ampak karkoli se nam je ponudilo, da lahko dobimo sofinancerska sredstva, smo tudi realizirali in tudi res denar že prišel, tako da moram reči, da smo uspešni. Res pa je, da tudi ne 3 milijoni, ampak dobrih 100 000 evrov smo pa nekako le uspeli na večjih področjih skupaj pa le teh sredstva dobiti. Tako da, poleg raznih investicij in seveda tudi manjših zadev, ki smo jih nekako poskušali reševati za dobrobit naših občanov, moram reči, sem vesel, da imamo številna društva, ki lahko rečem, da zelo uspešno delajo. In med njimi je tudi seveda vaše društvo, Društvo upokojencev Nazarje. Čestitke vsem vam, ki tako ali drugače pomagate in sodelujete pri, rekel, tej dobri zgodbi občine Nazarje. In da lahko rečemo, da je občina Nazarje uspešna občina, za kar ste seveda tudi vsi vi v takšni ali drugačni obliki, ko pač sodelujete, potem seveda tudi pomagate to doseči. Bi pa na tem mestu še želel pohvaliti prostovoljce, ki delujejo v okviru vašega društva. Res iskrena hvala za vso to nesebično pomoč in požrtvovalnost, ki jo nudite našim občanom, ki pač to pomoč potrebujejo v takšni in drugačni obliki, morda pogovor, ko so pač osamljeni ali kakšna druga oblika pomoči in res iskrena hvala. In glede na to, da je december in da se nekako bliža to leto 2016, seveda najprej zahvala za vso podporo in delo, ki ste ga opravili v letu 2015, za leto 2016 pa veliko sreče in zdravja. Hvala lepa. To vam želim veliko sreče, ker pravi, da zdravje je bilo na Titaniku, pa sreče ni bilo. Zdaj že ponavljam. Vesela sem predvsem tega, da vas je čedalje več tu ne notila. Da smo mene že čist tja v
Gospa Verica, ne zameriti. Pa seveda zahvala vsem, tudi prostovoljcem, ki nudijo v naših krajevnih prostorih telovadbo za starejše, pa vsem tistim, ki nam pomagate pri vseh akcijah v krajevni skupnosti Kokarje, pa seveda tudi širše, da ne bom se omejevala na našo krajevno skupnost. Jaz vam želim res obilo sreče v novem letu, pa takih uspehov, ki jih do zdaj doživljate, tudi naprej, če jih bo še pa več, bomo pa vsi veseli z vami v red. Ja, kaj je to vse? Ja, otroke sem avtala, sta šla ta mlada dva nakupovat v Ljubljano. Ja, kaj je pa to narobe? Ja, vse. Ja, kaj je to vse? Povej. Že preden sta šla od doma ta mlada dva, sta se tak skregala, da Lujska spet ni vedela, kaj bi oblekla, da bo zadost lepa za v Ljubljano. Janez je bil pa živčen, pa hodi sem pa ta. On je bil pa že začel pa krojt nad njim, pa izmerjati. Na koncu je pa rekel, da će se naspraviti takoj, da bo šel sam. Tak je bil, da ti ne moram povedati. To pa čisto zastopim, da je bil jezen pa živčen, či se je tako ubirala. Ubirala. Sam to je le moja hči, pa ga nisem mogla biti tiho. Ja, kaj si pa rekla? Povedala sem mu, da v moji bajki z mojih hčeri ne bo tak govoril. A tak si rekla, veš, če bi meni Tirke tajga rekel, bi tudi skočila v luft. A misliš, da jaz nisem? No malo je falilo, da ga nisem poslala, odkoder je prišel. Poj sem si pa mislila, to je tak brez vize, pa sem spokala, pa šla. Pa sem si mislila, zmenita se, kakor se veta in znata. Ja, a poj sta šla v Ljubljano? Ja, že šla. Sem sta prišla nazaj, kot vas ršena. Ja, zakaj, a? Ja, Lojska je preveč zapravila, je bil pa spet vagen v hiši. Ja, zakaj je pa Janez mislil, da bo šla Lojska Ljubljano gledati? Janez je tak krojil nad Lojski, ki je kupila po stvari, ki jih nanucata. Tisto pa nuca pa ne. Ja, veš, najboljše je, da jih ti kar primer pustiš. Ona dva se bo ta že poglihala. Sej veš, da poste vse pogliha, a ti boš pa ta slabši. Promaš. Pust pa zdaj moja ta mlada primera. Poviraš, kak je bilo zadnjič prvon, kad ni stojim skuhala južne. Ja, veš, se mi je, on serviral jezikovo župo. Jaz mu pa tudi nisem ostala dolžna, pa sem mu povedala ta svoje. Na konc me je pa že tak razprizla, da sem rekla, da ne, da ne bo tako kangler v Mariboru. Gotovo. Kaj je pa, to je bilo? Ja, poj smo šta pa drve zlagat. Ja, drve zlagat, zakaj pa to? Ja, zato, da se je najmanj manj pritisk poglihom. A tak je to? To pa nisem vedela, da se drve dobre zauravnav pritiska. Ja, veš, če si zadost razpizdjen, ti kao vsaka dela pomaga. Tem pa ti povej, kako je bilo, ko si šla k doktorju. O, to ta starost. Jo, za starost pa Jana boli. Povej nam bolj konkretno. Ko sem prišla k doktorju, kak je bil lep. Ko angelček v Italiji. Jaz sem ga nazaj tako gledala. Vsena vem, kaj se je, ker mislil, sem tako boljila tam njega. Pol mi je pa tak čedno rekel, da se ne uležam na pojstvo. Vse veš, da imajo pojstva tudi pri doktorju. Ja, veš, da vem, vse sem si jo tudi skusila. Pol mi je pa dvignil eno nogo, pol še pa ta drugo. Ja, zakaj ti je pa roke dvignil? Noge dvignil. Ja, poša mi je pa roke, najprej Jana, pa še pa ta drugo. Ja, zakaj ti je pa roke dvignil? Pri seksu je pa ja zadost, da ti kar noge dvignil. Ja, za stole mi moraš pa telefonu in razložil, da bom jaz to vedel mojemu tastarmu povedal, da bo leg, da je to ta tehniko na meni sprobal. Če je doktor uporablja, že mora biti v redu. On že ve, se je šulam za to. Kaj pa, da ti v seksu gruntaš? Če ti pravim, da sem imela pregled. Ja, da se teka loti. Bolj mi je pa rekel, ne stanem, pa ne se pognem, pa malo v kolju zasučam. Na koncu me je še pa fajn posod prešla to. Bolj se me dali še pa v čudni tunel,
ko vse vidi. To je bilo pa vse. Ja, kako diagnozo so ti pa dali? Ja, starost, pa še enkrat starost. Jezus, veš, starost pa Jana boli. Zato ti pa veš, mi treba bilo jeti k doktorju. To že pa ja sama veš. Ja, ta starost je kriva za vse, kar so mi našteli. Ja, kaj so ti pa našteli? Vse si tak nisem skoraj nič zapomnila. Vem sam to, da je doktor govoril o neki osteoporozi in o neki diagnozi. Ja, kaj boš pa zdaj? Ja, do smrti bom živela, ste ti osteoporozi pa diagnozi. Ja, da se pa to da. Se že da, vse meni druge pomoče. Ja, veš, bolj ko si enkrat star, se kar naprej pojavljajo neke bolezni, ko jih tako zastopiš. Ja, res je, polka naprej, kje? Sam Franca, veš, jaz se neč več ne sekiram, ki je moj ta star. A mi je zvest, a bo prišel domov zvečer, a pozno po noč. Se če bi bil bogat, bi se že malo brigala. A veš, se veš, kako pravijo, da mlade dobiš tudi zaradi gnarja. Ja, dobi že dobi. Sam kjera ta mlada ga pa dolgo gledala, pobrala bo gnar pa šla. Se smo kar srečne, da sta že najna dva mali sta hujžga. Resno me je kalušna, pa penzija mama. Čeprav so nam je unita zgornje na malo zmenšali, malo je še pa le ostane. Ta mladi bodo pa tak mogli do smrti delati, če bi imeli delo. Ja, tak se svet suče. Zajti se spreminjajo. Res se spreminjajo, tako politika, vse gre na slabš. Ja, že stari leti so rekli, da je politika kurba. Stari leti sličali že pametni, sam ko smo bile mi dve mlade, nismo kaj ne čvrtla za to črt. Ja, veš, tak se svet suče. Mica, pogledaj, no koliko je žura. Ja, tuj te je zapuho prepozno. Ne sekirej se. Danes imajo nazadski penzionisti fešta, pa bomo že dobili kaj za pojesti. Jezus, no pa pela hitr taj, da ne bo vsega zmenjalo. Aj, pa kar pohit ma ne čakati. Smo ti namenili tole za spomin in predvsem ostani še zmeraj tako z nam v Izoli, da še se bomo dol videvali, pa v Nazarjah, pa posod. Predvsem pa ostani takih iskrivih misli, pa tak dober človek, ko si. Čaj, jaz sem že začel gnar zbirati v kof. A že dobre, evo. Deša, gremo pa. Dajte se postavljate, kjer ste ferti, da pride muzikom naprej. Kjero? A se ti živoš? Da pride muzikom naprej. A ne, veš, ja. Tudi se še pa boš pa. Nalijte se, nalijte se. Nalijte se. A malo Franče?
enkrat čestitam temu visokemu jubileju. Naš slavljenec pa ni namreč samo upokojenc naših upokojencev, ampak je tudi upokojenec član Zveza borcev in edini član še živeči, ki se je boril za našo svobodo. Zdaj pa, da vam misli pohitijo nazaj v tiste težke dni, vam bom pa jaz zrecitirala dve pesmi, in sicer prva je Savinjska kronika, avtor neznan, napisal je namreč en partizan, ki pa ni hotel avtorstva dati, druga je pa Studenec, avtor Ana. Savinjska kronika. Zdaj Savinjska je dolina, čudne videla stvari. Partizanski so topovi, grom na njej odmevali. Kdor ne ve, da zdaj zmaga naša je. Vpraša naj švabske frice Vermane. Ko župan je Gorengrajski krvoločno zagrozil, da jih 20 bo postrelil, če hčere ne bo nazaj dobil. Pa smo mi rajši njega fentali. Žal mu bilo je le zato, ker štumfo belih nosil več ne bo. Ko je Ditner čul rečici, da smo blizu mi nekje, bežal z Vermani in frici, šili in kopiti je. Od tam pa vsi so cvirnali iz rečice Nazari. A v Mozirju v groznem strahu tresli so se dan in noč. Nemci zmeraj so pošiljali Steinfeldov, da naj jim pride na pomoč. No, da je pa nekaj narobe. Ko Mozirja smo zavzeli, z hriba pride očka star, lovsko puško sabo nosi, pa ga vpraša komisar. Oj, kje pa ste vi očka bili, da ste puško nosili? Ali očka mu odgovori, Stražič, šel sem na goro, da vam kak Verman šel ne bo. To bilo je v tistih časih, ko ste vi starejši borili se. Zdaj pa uživamo svobodo, da bi jo dolgo še, ali to se nič ne ve. Hvala lepa, če se to svetuje vlak. Še naprej. To je pa avtor Ana, Studenec. Pri izviru čistem, Studenec hladen je. Si partizan umiva krvave rane vse. Ta vodica je čista, skalila jo je kri, da je krvava tekla, ko pride do vasi. Se mati je vprašala, se potoček je kalil, mar komu kri je tekla, da rane si je izmil. A vedela ni mati, da njen sin ranjen tam leži, da njemu o potoku odteka zadnja kri. Oh, mamica predraga, to zadnji je pozdrav, da je tvoj sin, da je voda krvava tekla, je tvoj sin za svobodo življenje dal. No, je nekaj vas.